Candace Owens je zelo poredna deklica, moji prijatelji. Da. Vsa ta ruska pustolovščina je marsikoga med nami zmedla. Morda gre zgolj za domnevni poskus prevare z njene strani, kar bi imelo popoln smisel. Zakaj se zdaj postavlja na stran levičarjev? Ker, kot vemo, podpirajo somalske prevare v Ameriki. In glede na vse, kar se dogaja s Candace, se zdi, da morda poskuša prenesti svoje premoženje v Rusijo, da bi zagotovila, da ji ga vlada ne more odvzeti. Ko se zaplete v še en pravni primer zaradi vse norosti in laži, ki jih širi po spletu. Tukaj so podrobnosti. Dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Raka, vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino, da pomagate temu videu narediti kar mora. In odgovorimo na vprašanje, ali Candace prenaša svoje premoženje v Rusijo. Pri Hembelu, in to ni obtožba, to je zgolj mnenje in analiza vedenja. Mislim, da prenaša svoje premoženje v Rusijo in morda v Dubaj. In Candace in njena družina bodo na koncu pristali v Rusiji. In tako je prvotni avtor teorije zarote o Macronovi ženi, ki je zelo naklonjen Putinu, povsem po naključju. Ko je bila prvič tožena in izgubila, a je nato francosko sodišče razveljavilo odločitev, je zaprosila za azil v Rusiji. Wow. Torej, zakaj ta isti scenarij tukaj ne bi veljal? Torej, glede na vzorce, kako se je to odvijalo, še preden sem zvedel za potovanje Candace, bi rekel, da glede na vzorce, če bi jo tožili in bi mislila, da bo izgubila, vemo, da se je to že zgodilo prej, doletijo jo te tožbe. Zadnja je bila največja, ker so ljudje govorili, da ji bo spodletelo. Nenadoma napove, da gre v Rusijo, ne pove pravega razloga, o tem laže. Na koncu pristane v najbolj varovanem delu Rusije okoli novega leta. Poglejte, nisem ena tistih, ki širijo teorije zarote, prijatelji. Veste, pri meni gre za dejstva in za to, da poskušam ugotoviti, kaj se v tem svetu pravzaprav dogaja. Vendar je malo sumljivo, da je Candy Wendy nenadoma postala najboljša prijateljica z Rusi. Še posebej, ker obstaja že primer nekoga drugega, ki je prav tako utrpel velik finančni udarec zaradi tožbe z Macroni. In uporabili so Rusijo, da so se iz tega izvlekli. In nenadoma Candy, ki dela celo dramo okoli vsega, razen zgodbe o Macronih, o Charlieju, o Eriku, vse gre na stran, karkoli si lahko izmisli, da bi preusmerila našo pozornost od primera Macron, ki bo, ko se zgodi, ogromen primer. In nenadoma se prilizuje Rusom in je z njimi najboljša prijateljica. Mislim, da je to nekoliko zanimivo. Poleg dejstva, da bi lahko dejansko sodelovala in se dogovarjala z Rusi za množično uničenje Zahoda, kar je, kot vemo, njihov načrt in imajo celo načrt za to. In glede tega so kar precej odprti, bi rekla. Vsem je govorila, da gre na družinske počitnice, ampak na tem potovanju se dogaja še nekaj drugega. In imelo bi veliko smisla, če poskuša obvarovati denar svoje družine. Oziroma natančneje, denar svojega moža, oziroma še natančneje, denar, ki ga je pošteno dolžna Charlieju Cooku zaradi vsega, kar je zaslužila po njegovi smrti. Zaradi njegove smrti. Potrebno je veliko, tudi če verjame v medveda, tudi če verjame, da je Rusija velika. Potrebno je veliko, da mati pripelje svoje otroke v vojno območje. In imeti platforme tega ne pojasni povsem. Kar to pojasni, je prepričanje, da boš izgubil vse in da nimaš izbire. In če verjameš v to, je tvoja edina možnost, da fizično odideš v Rusijo in se tja preseliš. Morda preseliš svoje premoženje tja ali pa ga preseliš v Dubaj, ker ima Dubaj dostop do mednarodnega finančnega sistema. In to je tvoja poteza. Ne mislim, da jo bo Putin povzdignil na raven Takarja, tako kot je bil Takar povzdignjen. Ampak prepričan sem, da bo dobila nekaj tajnih informacij. In prepričan sem, da se bo to pojavilo v njeni oddaji, da bi povečala gledanost svoje oddaje. Kot ste omenili, načine, kako zaobiti Fara, nekomu dati obveščevalne podatke, ki jih prej ni imel, da ima zgodbo in so vsi pozorni nanj in podobne stvari. Mislim, da je to genialna strategija Rusije, če to res počnejo, da zaobidejo Fara. Za tiste, ki ne veste, Fara, mislim, da je nekaj kot ameriška zakonodaja o tujih agentih. V bistvu, če si tujec, ki dela v Ameriki, moraš to prijaviti, če poskušaš vplivati na občinstvo in tako dalje. Nekaj v tem smislu. Nisem pa vsem prepričana, kako daleč to sega. Ampak, če bi Rusija poskušala kaj takega narediti v Ameriki, je najboljši način, da najdejo Američana, ki to lahko naredi namesto njih.
Ko smo ugotovili, da bo ta oddaja postala najina zaposlitev za polni delovni čas, sva vedeli, da bova potrebovali sponzorje. Ampak jaz sem bila odločna, da bova oglaševali samo stvari, ki so dobre za najine sledilce. Iskali sva podjetja, ki bodo dejansko izboljšala vaše življenje. In Chapter je bila ena najinih prvih izbir. Ne potrebujete mene, da vam povem, da je Medicare problematičen in drag. In to me zelo moti, ampak prav zato obstaja Chapter. In prosim, povejte mi, da ste jih začeli uporabljati, ker vam pomagajo izbrati načrt, ki je dejansko smiseln za vas in ne načrt, ki koristi svetovalcem. Uporabniki v povprečju prihranijo več kot $1100. Klic z njimi je brezplačen, traja približno 20 minut in vam ali vašim bližnjim lahko prihrani veliko denarja in stresa. Zato pokličite Chapter na 610 680 3337. To je 610 680 3337. In podprite odpor, če ste že pri tem. Še enkrat opomnik na ta intervju. Amerika je največja država na svetu. Težko je to zanikati. In seveda imamo izjemnega Glena Becka, ki nam razlaga, kaj se v resnici dogaja. Zgodba ni o Candice Owens, vendar ona dokazuje, da je vse, kar govorim, res. Riki je pravkar prejel obvestilo z novico, da ruski mediji zdaj imenujejo Candice Owens. Kaj točno? Rad bi dobil citat. Most. Do zeda. Most med njima. Tako je. In ne mislite, da so to ruski ljudje. Pomislite, da sta to Putin in Dugin. Zapomnite si, Dugin je tisti, ki je pravkar rekel, da bi, če bi bilo po njegovo, vsakemu našemu sovražniku dal jedrsko orožje, da bi izbrisal Združene države. Mislim, da lahko mirno rečemo, da ne glede na to, kaj počne Candice, ali je tam, da bi poskušala skriti svoje premoženje, ali pa tam deluje v imenu Rusov, da bi uničila Ameriko, se jim je precej približala. Če so jo pripravljeni imenovati Most. In to bi jo označilo za zelo poredno dekle, se ti ne zdi? Po mojem mnenju Candice Owens dokazuje, da ni le nadloga in komar v naši družbi, ampak iskreno nekdo, ki bi morda moral v prihodnosti za to utrpeti resne posledice. In preden pride nadme in reče, da sem rekla, da ljudje škodujejo, ne mislim fizičnih posledic, mislim finančne posledice in morda celo posledice glede svobode. Ker zame, če boš izdal svojo državo na način, kot si očitno izdala ameriško ljudstvo, je to nekaj, za kar bi bilo vredno biti zaprt. Ja, mislim, da lahko zdaj pošteno rečemo, da Candice ni strah ne le širiti laži, ampak tudi delovati v ozadju z enakimi manipulativnimi taktikami, kot jih uporablja pred kamero. In mislim, da bomo z več preiskavami ugotovili, da je ta podoba lepe temnopolte ženske, ki doma samo snema podcaste in je tako dobra mama, lažna. Ni mogoče, da bi lahko tako očitno lagala pred milijoni ljudi na zaslonu in ne bila prav tako nepoštena tudi v zasebnem življenju. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.